Pa je z vami, bežite ven. Vsi bi v golfa, a veš? Dober dan, danes bo en zelo zanimiv dan, ne samo zato, ker bom zdaj naredil en cold start z Mustangom. Odpeljem se na letališče v Zagreb, od tam grem pa v Nemčijo. A veš zakaj? Zato, ker bojo danes, zdaj, ki ti gledaš včeraj, ker sem ta vlog pa objavil takoj, ker je bilo povpraševanje po tem avtu pa že toliko, bodo pokazali, odkrili golfa, 8-ko. Bi 8 pokazal, pa ne morem, pa preden zalaufam, ne. Telih nalepk kar nočem doldati. Malo zato, ker je pain in the ass vsako posebej doldati, ne. Malo pa zato, ker res dobro zgleda. Z tega modela takole postavim, da sta približno oba rora noter, pa gas. Mi se tega ne naveličamo, a ne? 1, 2, 3 bo prišel cajt, ko bomo sedeli nekje na peru, pa bomo govorili, ej, a se spomniš včasih, ko so bili še taki motorji, da se je vse malo tresel, da je brnel, da je bilo bo. Oh, fuck, stari, kaj pa to? GT3, RS, track day car, očitno, to mi deli. Ok, jaz moram iti. A golfa vrti črni nisem videl še nikjer. Se kopa je, And welcome, our head coach of our German national football team, Mr. Jogi Löw. Stari, toliko smo bili pozni, da smo prišli na koncu tiskovne konference, pravzaprav smo samo še slišali. In to je novi golf, zdaj se pa lahko malo z njim podružite. Zdaj se bom pa jaz malo izobrazil, da bomo kaj pametnega zapovedati o golfu, pa ne samo temu ta novem. Za začetek, a ti veš, da letos golf praznuje 45 let? Pa ne samo to, ker so ga začeli delati way back, a veš, koliko dni so rabili, da so jih naredili ta prvi milijon? Koliko misliš? 3, 4, 5,000? 730 dni so nucali, da so naredili 1 milijon golfov. Pol veš, da je bil avto hit praktično od začetka, konc koncev so ta 10 milijon ga naredili, a veš daj, leta 88, to več kot 30 let nazaj. Zdaj si ga pa malo zbližji poglejmo, da vidimo, koliko je ura. Poglej, za gobec moram reči, da po eni strani tale 8-ka ostaja klasičen golf, ampak po drugi strani pa stari, tele lučke, kako so speljane, od enega konca do drugega, vmes tole dolgo letvico, ki se svet. Je ta nov golf bolj predrsen, ki je bil prej, a se strinjam. Pa ne sem to, zelo dobro so poskrbeli za en tak, dajmo temu reči, prepoznaven svetloben podpis. Ko boš ti v svojemu avtu vozil po noč, pa boš pogledal v špegel, boš po šusu vedel, kaj prihaja za tabo. Pa kar si samih žarometov tiče, serijsko bo opremljen z ledicami, lahko boš pa doplačal tudi matrične. Evo, tale recimo je unte bolj športen airline. Jure, daj prosim razlož tehniko, nekaj si hotel povedati. Mislim, tehnika je full, ne? Ja. Zdaj, kje začnemo? Veš, kaj je meni najbolj zanimivo? Da bo to prvi golf, ki ga bomo mogoče upgradati. Se pravi, vsi bodo serijsko opremljeni z sistemom proti naletu, kar pomeni, da ima že vsak radar noter. Pa boš pa ti ugotovil, da bi ta radar uporabljal še za druge namene in boš rekel, boš prišel na servis, pa boš rekel, jaz bi imel pa radarski tempomat. Boš doplačal, pa ga boš imel. Čakaj, stop, kako ga boš doplačal? Od kje bo prišel? V avtu bo, naložili ti bodo pa novo programsko opremo. To se pravi stvar softvera. Stvar softvera, vse bo pa vgrajeno noter. A ja, pa LED luči bodo serijske, te, ta hude. Imajo pa vsaka 22 ledic, kar pomeni, da para temo na vse. Čakaj, to so zdaj matrične? Te so matrične. Aha, prej golf ni imel? Matričnih ne. Kdo je pa ta prvi pripeljal matrične v ta segment? V ta segment? Ja. Opel Astra. Kdo pa prvi sploh? Audi A8. Ok. Praktično čist prenovljena motorna paleta od 66 kW do 221 kW, kar pomeni 300 konjev. Hibridi. Blagi hibrid. Blagi hibridni sistem. Priključni hibridni sistem. 48-voltna električna napeljava. Ej, Jure, to gre kar dobro, ne? Kaj, če bi kakšno komotar minuto on odpeljal od začetka do konca? A? Kaj si rekel Matija zdajle? Matija je s hudičem, ne? Ga je videl, ga je pošlato, rekel, kaj klitor. Gospod Gregorčič,
Dobrodošli novega golfa. Naj se predavanje nadaljuje. Hotel si povedati nekaj o volanu. Hotel sem reči, da ima kapacitiven volan. To pomeni, da imaš lahko roke gor, brez mehanskega upora, lahko sam držiš, pa bo avto vozil sam. Tako kot pri prenovljenemu Passatu. A je tukaj noter sploh še kakšen klasičen gumb? Kjerkoli? V bistvu je od električne ročne zavore gumb za zagon. Dobro, se je. Je. Če smo že pri avtomobilski pameti, Golf, prvi v svojem razredu do hitrosti 210 km/h, druga stopnja avtonomne vožnje, zavira, zavija, pospešuje, pa z novim asistenčnim sistemom tudi preprečuje, da bi ob nenadni menjavi pasa povzročil čelno trčenje. Se pravi, ne dovolj zavit v levo, tudi v križiščih ne. Kaj pa? Izginil sem iz kadra, vse me slišite, naj pa sem kapi. Ne vem pa, če vam je povedal. Za njim je 45 let zgodovine. Tudi to sem povedal. 35 milijonov so jih naredili. Tega nisem povedal. In uradno je Golf najuspešnejši evropski osebni avtomobil. A škaj pa zdaj tudi počas cajt, da grem za volan, da ti pokažem, kaj bo videl voznik. Končno, prvič za volanom ta novega Golfa, danes se ne bomo nikamor odpeljali, lahko pogledamo, ko zgleda. Poglej, zgleda takole. Na en način zgleda vse skupaj zelo preprosto, ampak razlik v primerjavi s prej je pa veliko. Za začetek na volanu površine občutljive na dotik. Tukaj so seveda stikala, na levi prečki za tempomat. Tukaj so zginila klasična stikala za vklop, izklop luči, meglenk in tako naprej. Pred voznikom je digitalna instrumentna plošča, verjamem, da je po videzu prilagodljiva, kot je bilo to že prej. Desno še en zaslon, namenjen infotainmentu, ko smo rekli, z enim prstom rihtaš temperaturo, dva prsta pa... Aha, če pa z dvema prstoma pa nastavljaš gretje sedeža, vidiš to sprav, zadeva prepozna, ti šlataš z enim prstom, pa z dvema. A ja, pa da se kupci oziroma vozniki ne bojo preveč iskali, imaš tukaj 4 stikala, s katerimi prideš do tistih menijev, ki te zanimajo, v tem primeru z asistenčni sistemi, ali pa, dajmo reči, do klime, ne? Da se ne boš preveč zgubil, pa da boš hitro prišel. Pravzaprav so tole 4 priročne bližnjice. Pa vidiš, zato ker ni več klasičnih stikal klimatske naprave, se je tukaj sprostili nekaj prostora, predvsem lepši dostop je do tega predala. Tukaj govorimo o Shift-by-Wire tehnologiji, kar pomeni... Kaj z vami? Bežite ven! Vsi bil Golfa, veš? Shift-by-Wire tehnologija, Jure, če jaz prav razumem, tukaj ne gre več za fizično povezavo med ročico, recimo za DSG kot v tem primeru, ampak vse deluje na elektronski ravni. To pomeni, da vsi impulzi v menjalnik pridejo skozi elektronski odziv, skozi električne vodnike. To pomeni, da je hitrejši odziv, natančnejši odziv, kar je še bolj pomembno, kar se komunikacije tiče. Car 2X komunikacija. Golf je prvi, ki bo govoril skupen evropski jezik komunikacije med povezanimi avtomobili. To pomeni, da v radiju 800 metrov, tam, kjer se premika, sprejema pa pošilja informacije. Se pravi, kilometer okrog tega Golfa bo povedal, kaj se zgodi, če je vozum poledica, oziroma karkoli. Ne, karkoli. Naprimer, vi se z Golfom peljete, zabremzate močno, ker je crno skočila in bo Car 2X komunikacija vsem avtomobilom za vami avtomatsko že prižgal zavorne luči. Čeprav voznik še ne bo bremzal. Zdaj, to so se zmenila, da bom jaz povedal. To jaz tudi vem, veš. To pa nisi povedal. Ja, zato, ker si tako vehementno, suvereno prevzel ta vlog, že skoraj z začetka. A ja, pa še nekaj, da slučajno ne bomo pozabili, ne? Kufer, predhodnik, to se pravi Golf 7, se je, če ne imam jaz še kaj prav ponašal, s tam je 380 litri, Volkswagen ni podal podatka za ta novega, ampak glede na to, da se mere avtomobila praktično niso spremenile, da je približno enako dolg, malo je daljši, da je približno enako širok, malo je širši, pa da je približno enako visok, malo je višji, pa mora tudi kufer približno enako stati, drži. 100% je pa res nekaj drugega. Zelo lepo je obdelan, pravilnih oblik, če se ne motim, tukaj le ponuja tudi dvojno dno, da je pa pogledati, valjda. A smo mi da sposobno narediti en ekstremno hiter povzetek, tako pod črto? A lahko jaz začnem? Dizajn Golf ostaja Golf, ampak se mi zdi, da vse je bolj predrzen, ker je bil. Drugo je bistveno pametnejši. Ti si prej povedal, zakaj. Tretje, bistveno bolj varčnejši. Došlo k 20%. CO2 izpusta mislim, da je za 17-18% manj kot prej. Pa daleč najbolj digitalen Golf vseh časov. Sposoben je komunicirati z avtomobili v krogu 800 metrov. Tako. Pa voziti do druge stopnje avtonomne vožnje do 210 km/h. To se pravi, volan ne rab upora, ti držiš na roke na njem, avto pele sam.
Pa Golf Go Digital tudi zaradi tega, ker ga boš lahko odklepal kar s telefonom. To niso povedala. V tem razredu je na hard novost. Ne? Poleg tega boš pa ti iz svojega telefona lahko šeral ključ. Daj ti malo manj iPhone, kaš v mojem vlogu. Pa boš lahko iz Huawei, iz Samsunga, šeral ta mobilni ključ tudi svoji ženi, svoji hčeri, sinu, babici, komor boš pač hotel. Ampak pod črto, Golf 8, najbolj varen, najpametnejši. Pa še nekaj, ne? Ne vemo pa še, kako se pele. Malo lahko pričakujemo, veliko lahko predvidevamo, ne vemo pa še. Pa še ena zadeva je. Še nekaj, športni entuzijasti, ne pozabite, veliko se govori o ekološki ozaveščenosti avtomobila, tudi ti si jo poudaril, ne pozabiti. GTD, GTI, R, vse to ostaja. Ne še zdaj, ampak bo.